Zbrali smo se v športnem parku v Slovenskih Konjicah, v prostoru, kjer je dosti mladih preživelo svoje čase, svoje ulice, dosti športnikov, dosti mladih mamic, ki se tukaj sprehajalo, in ko se danes po tolikih letih zopet tukaj sprehajamo, igramo, udeležujemo raznih športnih iger, nas enostavno ponesejo te misli nazaj na čas, ko je ta park pomenil nekaj drugo, oziroma ko je bil urejen malo drugače. Da bi se ta park zopet uredil, potekajo razne razprave, besede, sestankovanja že nekaj čas, kar že nekaj let, in ravno zato smo tudi v občinskem odboru za resno politiko Slovenske Konjice organizirali na današnji dan to okroglo mizo, da vidimo, kje smo in kako hitro bomo pridobili vsi ta željen, urejen, na novo urejen park. V skladu s pogodbo smo na osnovi tretjega razpisa tako imenovanega strukturnega sklada pridobili evropska sredstva za ureditev vodovoda in pa kanalizacije v Starem trgu v Slovenskih Konjicah. In v skladu s pogodbo bo v naslednje leto, se pravi spomladi 2010, bomo pričeli z razkopavanjem celotnega Starega trga od mostu in vse do parka, kjer smo sedaj se nahajamo. In ker je pa to idealna priložnost, da se lotimo celovite ureditve Starega trga, smo se tudi prijavili na tako imenovani 5. razpis strukturnega sklada, po katerem nameravamo pridobiti približno 880 tisoč evrov za ureditev tal v Starem trgu, za ureditev razsvetljave in tudi za ureditev potoka. Seveda smo pa na ta projekt vezali tudi ureditev igral v športnem parku in pa celotnega športnega parka v Slovenskih Konjicah. Jaz osebno štejem to kot izvrstno priložnost, da v času, ko smo v času recesije, ko pravzaprav posod sredstev primanjkuje, pa vendarle izkoristimo, kot sem že prej omenil, slabih 900 tisoč evrov evropskega denarja in ga pripeljemo v Slovenske Konjice in na ta način ta naš Stari trg in pa park, ki sta kot biser v slovenskem prostoru, tudi uredimo in damo povsem nove možnosti za uporabo tega prostora. Kaj konkretno v tem parku v bistvu pa občina pa še tudi nekaj zraven dala? Sofinancerski delež Evropske unije je predviden 71% unija, 29% sredstev lokalna skupnost. Dinamika izvajanja projekta pa je predvidena glavnina v letu 2010, preostanek pa še v letu 2011. Kaj bi se naj konkretno tu v parku, sam ta igrala ali tudi kaj še dobro? Igrala in pa poti v športnem parku, ureditev ribnika. To je pravzaprav v tem trenutku vse, nameravamo še pa, eventualno so še več variant. Namreč v tem trenutku je težko govoriti o konkretnih rešitvah, kajti strokovne podlage se šele pripravljajo. To še mogoče v bistvu, dodaj projekti, pa kdaj pa ta igrala? Projektna dokumentacija je predvidena, da bo pripravljena do konca letošnjega leta. In potem v naslednjem letu spomladi je že predviden, oziroma na polovici leta je že predviden štart tega projekta. Seveda pa je še vse skupaj pod vprašajem, kajti še nismo dobili odločbe, niti še ni bilo razpisa, ki je v tem trenutku že skoraj pripravljen. Ko dobimo odločbo, šele lahko pričnemo z prevzemanjem posameznih obveznosti pri izvajanju samem tega projekta. Seveda je pa projektna dokumentacija pri tem izvzeta in to je tudi upravičen strošek. Ja, želja današnje okrogle mize je bila v bistvu dvojna. Na eni strani glede spodbuditi tudi tiste, ki odločajo o investicijah, da se ta investicija kljub teh težkih časih prioritetno, bomo rekel, zaključi, in mi je všeč in zadovoljen sem, da sem danes tudi na tej mizi slišal, kako daleč so že stekla vse te aktivnosti glede ureditve tega parka, in na drugi strani tudi zainteresirano javnost spodbuditi pri samem sodelovanju z podajanjem predlogov, na kakšen način, kakšno vsebino podati temu parku.